Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi že zadnji briefing prispevek, ki nam bo dal vse tiste pomembne podatke pred samim začetkom velike nagrade Singapurja. Tudi danes si bomo najprej ogledali rezultate samih kvalifikacij, nato se bomo posvetili ritmu pri posamezni ekipi na štartnem razporedu in na koncu bom kot običajno podal še tisto moje osebno videnje glede možnih strategij. Lahko bi dejali, da kvalifikacije velike nagrade Singapurja so bile napete, presenetljive, čeprav marsikdo z samim rezultatom ne bo zadovoljen. Ampak tu velja najprej poudariti, da Franco Colapinto je znova presenetil. Praktično njegov čas je bil identičen onemu, ki ga je postavil Alexander Albon. In če ste spremljali prispevek pred kvalifikacijami, je bilo poudarjeno, da novosti na Williamsu so samo na bolidu Alexandra Albona. In tu bi lahko dejali, da ta posodobitveni paket ni napravil velike razlike. Preden se spustimo v tisto glavno dogajanje, je treba poudariti, da Yuki Tsunoda se je uvrstil v tretji del. Bil je znova bistveno boljši kot Daniel Ricciardo. In mislim, da je tu zgodba zaključena, kar se tiče kariere tega izjemno izkušenega avstralskega voznika. Po drugi strani tudi Sergio Perez je izpadel v drugem delu kvalifikacij, kjer sta bila oba Williamsa boljša od njega. Tudi tu situacija ni tako rožnata, ampak alternativ, vsaj kratkoročno, ni. A menim, da je glavna točka pravzaprav tisti štartni razpored, ki ga bomo spremljali na začetku velike nagrade Singapurja, ker bosta v prvi vrsti Lando Norris in Max Verstappen. Maxa Verstappena nikoli ne smemo potisniti tja v ozadje, ko je najmanj pričakovano nas preseneti in je znova tam na vrhu. Lando Norris je sicer opravil fantastično delo in je nekako upravičil svojo vlogo, ampak poleg njega bo dirko začel Max. In znano je, da na samem štartu Lando Norris pogostokrat napravi napako. Max Verstappen to dobro ve. In verjamem, da takoj, ko se bodo ugasnile rdeče luči na dirki za veliko nagrado, bo Max Verstappen začel izrivati Landa Norrisa. Kako bo britanski voznik reagiral, je pa drugo vprašanje. Čas bi bil, da tudi on pokaže malce zobe. Njegov moštveni kolega Oscar Piastri ni bil tako blesteč. Ampak zanimivo je, kakšno polomijo so pripravili pri scuderiji Ferrari. Govorili smo o tem, da naj bi bila proga v Singapurju nekako pisana na kožo scuderiji Ferrari. Ampak na začetku tretjega dela kvalifikacij smo videli, kako je Carlos Sainz mlajši napravil dobesedno začetniško napako in seveda končal v tisti zaščitni ograji. In kaj je napačnega napravil Carlos Sainz mlajši? Dovolil je, da je temperatura v njegovih pnevmatikah padla izven tistega predpisanega delovnega območja. In kolikokrat sem poudaril, da je bistvo pri izkoriščanju pnevmatik prav delovna temperatura in menim, da mnogim navdušencem sem šel pošteno na živce. Sedaj vidite, kaj se zgodi, če je voznik trenutek nepazljiv. Ampak po drugi strani Charles Leclerc je tudi bil brez časa na koncu samih kvalifikacij, ker je kršil razmejitve proge.
če se ne motim, na drugem ovinku. In to pomeni, da bosta tako Carlos Sainz mlajši kot pred njim Charles Leclerc dirko začela v 5. vrsti. Kar po svoje lahko ne bi bilo niti kritično, če se ne bi nahajali v Singapurju, kjer je prehitevanje rahlo bolj težavno. Seveda govorili smo o McLarenu, predvsem o Norrisu, govorili smo tudi o Maxu Verstappenu in nekako solidnemu Red Bullu, ne smemo pa iz te enačbe izpustiti niti tovarniške ekipe Mercedes, kjer skozi celotni vikend ni bilo vidno, da bi bili ne vem kako konkurenčni, ampak na kvalifikacijah so znali izkoristiti dane priložnosti. Fantastične kvalifikacije za Nika Hülkenberga, ki seveda dobiva na veljavi. Govorimo o vozniku, ki je bil že izven cirkusa Formule 1 in se je vrnil, in upam, da bo to priložnost lepo izkoristil. Vem, drži se ga tisti neslavni rekord voznika za največ štarti, ki nikoli ni prišel na zmagovalni oder. Videli bomo, ali se mu bo tokrat sreča nasmehnila. Kajti tako ali drugače, srečo je potrebno imeti. A sedaj, ko smo malce videli, kaj se je dogajalo na samih kvalifikacijah, si oglejmo izračune, ki smo jih lahko dobili po drugem prostem treningu. In tu najprej tista uradna analiza, ki jo lahko dobimo na f1.com. Vidimo lahko, da Ferrari in McLaren, kar se tiče ritma, dokaj poravnana, na to približno 25 stotink oziroma 3 desetinke zadaj Red Bull in na 4. mestu praktično Mercedes. Če pogledamo ta rezultat in ga primerjamo s tistim, kar so pokazale kvalifikacije, bi lahko dejali, da sta se oba Ferrarija z izjemno dobrim izhodiščem v bistvu sama izločila iz boja. Vidimo lahko na tej preglednici tudi Williams na 5. mestu, kar je rahlo pretirano, ampak gre za nek teoretični izračun. Ampak tu seveda ne smemo mimo ritma na posamezni mešanici, ker zopet vidimo, da pri mešanici medium je McLaren tisti najbolj konkurenčen. Seveda, Max Verstappen na pneumatiki hard tudi ni bil slab, kar si moramo zapomniti v nadaljevanju, in komaj na to oba Ferrarija na tisti srednji trdoti oziroma medium. In kot običajno velja tu poudariti neko zanimivost, ki izhaja iz same telemetrije. Seveda, govorili smo o tem, da McLaren in Ferrari sta bila vsaj na treningih dokaj poravnana. In tu lahko vidimo na tej primerjavi, da praktično res težko vidimo kakšno razliko. Ampak pri tej drugi študiji, ki ima mikrosektorje malce bolj pogosto razdeljene, vidimo, da Ferrari v določenih delih proge je imel prednost pred McLarenom, kjer pa našo pozornost mora zopet pritegniti položaj stopalke za plin Charlesa Leclerca. Podobno kot v Bakuju vidimo tudi tu, da je ne spusti do konca in da drži pravzaprav malenkostno odprti plin tudi tam na sredini ovinka. Gre to za nek stil vožnje, ki omogoča večjo stabilnost, sam posebej ne vem, ampak zadeva, ki se ponavlja najmanj že 2 veliki nagradi, na katero moramo biti pozorni. Sicer tu v Singapurju Ferrari se ni obnašal tako nervozno kot v Azerbajdžanu, ampak tudi tu tisti aerodinamični oprijem je bistveno višji od onega, ki smo ga videli na ulicah Bakuja. Ampak stil Leclerca je podoben, je primerljiv. A videli smo, nažalost, da tako oba Ferrarija bosta začela v ozadju
in lahko imata kakšno možnost prebiti se naprej. Seveda, možnost obstaja. In tu prva varianta, ki jo lahko pogledamo, kako bi pri Ferrariju sploh prišli kaj višje, je strategija. Sam kot običajno imam tu 3 variante, kjer pa moramo se zavedati nekaj. Povprečna izguba časa, kar se tiče menjave koles med samo dirko v Singapurju, je ocenjena na približno 30 sekund. Zato en postanek na dirki je več kot logična izbira. Seveda, če ne pride do kakšnega varnostnega avtomobila ali virtualnega varnostnega avtomobila ob pravem času. In vsako spominjanje na Crashgate v tem trenutku ni primerno. A poglejmo si, kakšna je tista najbolj očitna, najbolj enostavna in tudi najbolj varna strategija. Začeti na pneumatiki medium, prevoziti približno 27 krogov in nato na pneumatiki hard preostalih 35. In seveda ta strategija ne nudi tiste hitrosti v prvem delu. Kdo bi si lahko izbral drugačno varianto? Začeti na pneumatiki soft, odpeljati bistveno krajši del, približno 20 krogov, nato natakniti pneumatiko hard in seveda ustrajati nadaljnjih 42, kar je malce bolj drzno, ampak po mojem tudi malce bolj učinkovito. A videli bomo na dirki. Ukolikor ima voznik izjemno malo težav, naprimer z degradacijo pneumatik in ker bodo temperature, ker gre za nočno dirko, bistveno nižje, obstaja pa še tista tretja, najbolj drzna varianta. Začeti na pneumatiki soft, odpeljati približno 22 krogov in nato namesto pneumatike hard natakniti pneumatiko medium. Seveda zadeva, ki je na meji izvedljivega, ampak znano nam je v Formuli 1, da se dogaja kaj takega. In še prednost teh zadnjih 2 strategij je to, da se lahko ekipe med samo dirko odločijo za eno ali drugo. Seveda gre za moje osebno predvidevanje, gre za moje izračune in pred samo dirko, ko se bomo dobili skupaj v živo, bomo seveda prediskutirali te variante in jih primerjali s tistimi, ki jih bo objavil seveda jutri Pirelli. Ampak govorili smo o Ferrariju, poleg seveda same strategije je lahko tu posredi tudi kakšno množično trčenje, kakšne nesreče. Spomnimo se velike nagrade Singapurja v sezoni 2017. Takrat velika premoč Ferrarija, ampak zaradi tiste nesreče takoj na začetku je bil zmagovalec Lewis Hamilton, ki je pravzaprav začel dirko v ozadju. In tudi to je nekaj, na kar bomo morali biti pozorni vsi mi navdušenci. Kdo bi lahko bil favorit? Seveda Max Verstappen, ki je psihološko, seveda po mojem mnenju še zmeraj stopničko nad Landom Norrisom, ne bi kar tako izključil Piastrija, ampak Lewis Hamilton je tu začel kazati tiste znake pravega Lewisa Hamiltona, katerega smo poznali pred leti. Ferrarija, po mojem skromnem videnju, se bosta težko prebila tja na zmagovalni oder, ampak v Singapurju je res vse možno. A menim, da smo dobili dovolj podatkov za tisto, kar nas čaka na jutrišnji veliki nagradi Singapurja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.